Ja, en lep dober dan. Moje ime je Milan Pintar in se praktično celo življenje ukvarjam z razvojnimi problemi družb, s primerjalnimi zmožnostmi napovedovanja, kako bodo tekli trendi v bodoče. Diplomiral sem filozofijo in sociologijo, vendar je moje delo zaznamoval predvsem projekt Razvoj Slovenije do leta 2000 ali kratko rečeno Slovenija 2000, ki smo ga delali konec 70. in prva leta 80. let in napovedovali približno, če uporabim ta izraz, mogoče malo pretenciozen, boljš bi bilo rečeno, opazovali smo trende, ki so nas skrbeli in slutili smo, da bo Slovenija šla po tej poti. Izzvali smo takrat ogorčenje politike z stavkom, da Jugoslavija ni nujno edini okvir slovenskega razvoja. To pomeni, da smo se takrat ukvarjali s številnimi vprašanji, od demografskih gibanj, ekonomska vprašanja, mednarodni odnosi, predvsem pa seveda notranja organizacija, in nekako smo pričakovali, da če bo Slovenija krenila po neki svoji poti, če bo šla v osamosvojitev, da se bo tudi spremenil družbeno-politični sistem, s tem, da so nekateri pričakovali, da bo to kar nekak klik-klak, pa bo stvar urejena, smo mi takrat napovedali, da bo potrebna ena cela generacija. Kajti navsezadnje sistem so ljudje, ki ga živimo, in seveda, če je 70–80% ljudi rojenih v enem sistemu, potem tega ni mogoče kar tako zamenjati. No in ravno zaradi tega, ker so nekateri mislili, da se da na hitro, so bile v tej zamenjavi storjene tudi številne napake in te napake nas danes močno tepejo. Naprimer, ena taka napaka, na katero opozarjamo od leta 1996, pa nas ne želijo slišati vodilni v politiki, je volilni sistem oziroma drugače rečeno pozicija političnih strank v slovenski družbeni strukturi. Zakaj gre? Prej smo imeli eno stranko, ki je na nek način vodila državo, organizirala državo, nadzirala družbo. Imeli smo dobre in slabe trenutke v tem. In ko je padla odločitev, da se Slovenija spremeni v večstrankarsko družbo, je cela vrsta ljudi neupravičeno verjelo, da s tem, ko bo več strank, bo nastala tudi demokracija za razliko. Izkazalo se je, da seveda ni tako. Več strank je pri nas peljalo ne v smeri demokracije, ampak v smeri strankokracije, in če danes pogledate dogajanje v parlamentu, vidite, da stranke zahtevajo veliko večjo partijsko disciplino od svojih poslancev, kot je bila kdajkoli v zadnjih 30 letih prejšnjega stoletja zahtevana. Jaz sem bil sam delegat zadnje skupščine in ko sem šel zdaj primerjati te podatke, sem ugotovil, da je takrat bilo čisto normalno, da 20–25% delegatov, ali danes bi rekli poslancev, glasuje v nasprotju z oficialnim stališčem takratne partije. Danes, če pogledate, noben predsednik stranke ne dopusti, da bi katerikoli njihov poslanec glasoval drugače, kot on določi, kot določijo vodje poslanskih skupin. To je taka partijska zadrta disciplina, da praktično onemogoča, da bi se neke ideje, ki so pripravljene v parlamentarni razpravi, zbrusle, dopolnile, obogatile. Ko pride nek dokument, ki je bil na vladi potrjen, v parlament, je praktično vse končano. Vsi amandmaji, ki jih daje opozicija, so avtomatično zavrženi. Vsi amandmaji, ki jih prinese vlada, velikokrat še po razpravi na odborih, so avtomatično sprejeti.
Zato imamo celo vrsto slabo premišljenih zakonov, kar se kaže nazadnje skozi to, da pravzaprav, če pogledate zakone v nekem letu, vidite, da je tretjino tega so samo popravki zakonov sprejetih v prejšnjem letu ali predprejšnjem letu. Toliko slabo je pripravljeno. To pomeni, da to postaja nek gost zakonodajni, v katerem je vse nepregledno. Imamo celo vrsto stvari, kjer so v enem zakonu zapisane drugače kot v drugem, nov zakon ne počisti prejšnjih in tako dalje in tako dalje. In že zato vlada strahovit pravni nered, ki v tej državi ustreza samo pravnikom. Nobena stvar ni več jasna, vsaka stvar zahteva uradno pravno tolmačenje z vsemi posledicami, ki iz tega izhajajo. No in temeljna napaka, za katero mislimo, bom povedal, zakaj smo uporabili množino, je pravzaprav to, da imamo volilni sistem, ki je nastal leta 1992 za enkratno uporabo, za nove večstrankarske volitve, ki je dal preveliko težo strankam, hkrati je pa popolnoma odrinil državljane, civilno družbo, in te stranke danes vedrijo in oblačijo na oblasti, volilni sistem pa ne more jih ne nadzirati, ne menjati, zlasti zato, ker je ukinjen tudi ta tako imenovani prednostni glas. To pomeni, da se kandidat ne pojavi na volitvah v resnici z imenom in priimkom, ampak se skrije za neko listo. Volivci imajo možnost v bistvu potrjevati tako listo ali pa ne, nimajo pa možnosti, da bi rekli na tej listi, gledajte, jaz zaupam temu pa temu, temu pa temu pa ne. In volitve, ki bi morale biti neke vrste selekcija, to niso. To je velik problem in zato pravimo, da seveda volilna zakonodaja bi morala biti neke vrste sporazum med politično elito in med civilno družbo, med ljudstvom. Neke vrste magna carta, če hočete, sporazum, v katerem, kjer se dogovorimo, na kakšen način in katerim ljudem bojo volivci, državljani, začasno prenesli del svoje suverenitete, oblast. Drugi del seveda ostane na ljudstvu, ostane na tistih institutih ljudstva, ki so pravzaprav nadzorni organi, od ustavnega sodišča, računskega in tako dalje, in seveda bi se moral izvajati preko referendumov. No in to, da je slovenska politika uničila referendumsko zakonodajo, to je ena največjih katastrof. Danes zato ljudje, volivci, državljani, nimajo nobene možnosti nadzirati politiko in ta politika se seveda pajdaši, pravni red pada, pajdaši se z nelegitimnimi družbenimi skupinami, po domače rečeno z mafijo. Vi vidite, da je v vsaki vladi nekaj ministrov, proti katerim se začnejo protikorupcijski procesi, ki so vsi po vrsti pometeni pod preprogo. Saj tudi druge države imajo težave s korupcijo, poglejte zdaj Avstrijo, ampak druge države imajo moralno, pravno in politično moč te stvari tudi peljati dalje. Poglejte, kako je Avstrija prisilila kanclerja. Najprej, da je odstopil kot kancler, potem kot šef stranke in potem se je umaknil iz politike. Mi imamo ta trenutek na oblasti vsaj 5 ljudi, če imenujem vlado kot oblastno strukturo, kjer bi morali narediti isto, pa Slovenija nima ne moralne, ne pravne, ne politične moči, predvsem pa ne volje, da bi to očistila. Vete, to so pravzaprav temeljni problemi. Jaz že desetletje, potem ko sem bil konec prejšnjega stoletja prisilno upokojen, če tako rečem, že desetletje delam v tej naši skupini Sinteza in tu poskušamo opozarjati na večje napake, ki jih zaznamo.
Imeli smo vrsto projektov, mi smo bili prvi, ki smo zahtevali forenzično analizo tega Teša 6, kjer je bilo vprašanje same ideje. Ideja je prišla od ljudi, ki so bili zaskrbljeni za delovna mesta, rečimo, ampak zelo hiter je tako velik projekt tudi postal napajališče za celo vrsto nemoralnih zgodb. To je bila na začetku neka leva skupina, da tako rečem, v političnem smislu. Zelo hiter je stvar prevzela desna skupina in prišlo je do kravje kupčije, da niti levica ni hotela razčiščevanja, niti desnica ni hotela razčiščevanja. Od vsega začetka je bil projekt tudi investicijsko, če pogledamo razvojno, je bil nesmisel. In danes nas ta projekt vsak dan stane enkrat denarja in ves čas se bomo utepali, ker so njegove posledice, njegovo delovanje je v celem prostoru katastrofalno. No in mi smo bili v sintezi med prvimi ali prvi, ki smo zahtevali forenzično analizo, ker so nam podatki kazali, da gre za 300-400 milijonov izginulega denarja. In smo dali vadbe, prišlo je do tega, da se je stvar raziskovalo. Nazadnje se zdaj končuje po 10 letih s tem, da iščejo 2 ali 3 milijone izginulega denarja. Sam spor z enim od izvajalcev je pokazal, da tam gre za par 100 milijonov sementjane. Je bil celo Alstom pripravljen priznati deloma en del tega vrta. No, imeli smo tudi druge projekte. Eden od projektov je bil ta, da bi poskušali zmanjšati vpliv države, vpliv vlade, vsakokratne koalicije na vodenje, rečemo, vseh teh institutov, kot so naprimer bolnice, klinični centri, univerza in tako dalje. To so zavodi, zdaj imamo škandal okrog televizije. To so zavodi, ki bi morali imeti samostojno možnost definirati programe, notranji ustroj in tako dalje. In vlada bi morala imeti samo, rečemo, tretjinsko ali četrtinsko ali še manjšo participacijo, da bi informacijsko spremljala in intervenirala samo, kada bi tak zavod zašel v nenormalen razvoj. Kaj je pri nas? Pri nas vlada hoče 50, 60, 70% zastopanost v vodstvu, v upravljanju teh zavodov. Posledica je, da vsaka nova vlada zamenja vse vodstvo. Pod temi pogoji postanejo tudi ti zavodi pravzaprav kratkoročno usmerjeni. To pomeni, da nekih dolgoročnih razvojnih programov skoraj ni mogoče razvijati. Kakšen smisel ima, da vlada nadzoruje filharmonijo ali nekaj podobnega? Mi smo imeli krasen projekt. Profesor, doktor, ki je to vodil, je direktno pokazal, prišel s predlogi, prišli smo z zakonskimi osnutki. Ta vlada je to kompletno zablokirala. Imeli smo še nekaj drugih projektov energetske. Zdaj se naprimer v sintezi precej ukvarjamo tudi z drugim tirom. Stvari so zaskrbljujoče, stvari ne tečejo, kot bi morale teči. Naj opozorim samo eno zadevo. Ta proga bi morala biti grajena kot dvotirna. Imamo pa situacijo, da se gradi razen nekaterih predorov kot enotirna, za drugi tir pa odgovarja še zmeri politika direktno, če tako rečem. To pomeni, da je drugi investitor, drug upravljavec. In zato, ker se stvari ne peljejo hkrati na obeh tirih, nastaja strahotna škoda, energetska, naravna, posegi v okolje. Konkretno, zdaj, ko se gradita 2 viadukta na Glinščici, se dela samo eden.
Ko bo ta narejen, bo čez 5 let se začel graditi drugi. Medtem bo umaknjena vsa oprema, ceste ne bojo na ta način služile, kot zdaj služijo, in mi smo izračunali, da samo ta zamik bo podražil drugi viadukt za 30 milijonov evrov. Veste, kaj je to 30 milijonov? To so šole, to so bolnice, to je ena populacija starejših, za katere morali drugače poskrbeti. Ampak ne, zakaj ne? Ker so zmagali neki zasebni interesi, zdaj bomo to delali, prišparjamo si drug viadukt za to, da ga bomo naslednjo desetletje delali, za to, da si preskrbimo delo. Imamo pa seveda tisti, ki je prišel na delovišče, ima zdaj vse prednosti in bo lahko izseljeval, da bo gradil tudi drugega, kar pomeni, v bistvu zmagali so neki zasebni interesi nad logiko družbenega investiranja. No in glavni projekt, ko smo ga začeli pred 3 leti, je ta projekt v zvezi s spremembo volilnega sistema. Zakaj? Ker se nam je pokazalo, da ta volilni sistem omogoča strankam, da ves čas predlagajo same sebe, svoje ljudi, in se ves čas revitalizirajo skozi volitve, namesto da bi se skozi volitve selekcionirale. In posledica tega je, da imamo politično oblastno strukturo, ki je utrujena, ki nima nobene razvojne vizije, ki jo zanima samo osebna oblast in osebni interesi. Misli zgolj v okviru svojega mandata in kvečemu še, kaj mora še storiti, da bi dobila še naslednji mandat. In skozi to optiko se vodi tudi ta projekt, ki je pa dolg desetletje ali še več, kar pomeni v času njegovega izvajanja, ne priprav, se bodo zamenjale 2, 3, 4 vlade. Ampak nobena ni sposobna dejansko postaviti ekipe, ki bi šla preko tega in ki bi gledala cel projekt, predvsem z vidika gospodarske koristnosti in nacionalne koristnosti. To so le te temeljne napake. Zdaj, kaj mislimo, da bi morali spremeniti v volilnem sistemu, ki je za nas ta hip ključnega pomena? Prvič, mi imamo zdaj sistem, na katerem ostane približno tretjina Slovenije na vsakih volitvah brez svojih predstavnikov v parlamentu. Politika odgovarja, vse to ni pomembno, saj vsak poslanec dejansko neodvisen in ščiti interese vse Slovenije. Poglejte, naše poslance pa vprašajte, a je to res, a so neodvisni, a ščitijo interese Slovenije. Če greste gledati konkretno, boste videli, da področja, ki nimajo poslancev, nimajo državnih investicij ali jih dobijo mnogo pozneje. Torej smo se mi odločili, da je prva naloga, ki jo moramo nekako rešiti, kako zagotoviti, da bi vsak volilni okraj imel svojega poslanca. To je možno samo tako, da rečemo, polovico poslancev bomo volili direktno, po večinskem principu, v vsakem volilnem okraju enega, in tu politične stranke nimajo privilegija, da samo one postavljajo kandidate, ampak lahko skupina državljanov, ki se imenuje državljanska lista, postavi svojega kandidata, in tudi strankam nismo dali privilegijo, da bi njihove kandidate enostavno podpisovali sedanji poslanci. Ne, tudi politična stranka bo morala, če bo hotela kandidirati svojega človeka v nekem okraju, bo morala zbrati 150 podpisov domicilnih, kandidirati človeka istega volilnega okraja, in ko bo ta izvoljen, je izvoljen, pika, poimensko, nepreklicno, ne more samo na tej točki nič zgoditi. No, druga stvar pa je, da mi želimo, da tudi drugi del volitev, kjer potekajo volitve na ravni volilne enote, to pomeni, vzemimo primer Gorenjska. Gorenjska ima 4 volilne enote
In zato po našem modelu naj bi vsaka kandidacijska lista imela na Gorenjskem 4 kandidate in to je ista lista v vseh okrajih, v vseh 4 okrajih te volilne enote in se pač voli tako, da se obkroži človeka, ne listo. To je bistvena razlika, ker s tem lahko volivci vplivajo na to, kdo bo izvoljen in koga ne marajo izvoliti. Ne tako, da sprejmeš ti listo iz nekih drugih razlogov, na tisti listi so pa ljudje, ki jih ne želiš imeti izvoljene. To je zelo velika zadeva, to se pravi, uveljavljamo absolutni in obvezen prednostni glas. In zdaj seveda, da bi mi to lahko izpeljali, smo šli tudi v drugačen konstrukt volilnih enot in volilnih okrajev, vendar je to mehanizem, mislim, da je škoda besed, da gremo v podrobnosti, smo pa izpeljali cel sistem dejansko do zadnje črte. Zdaj nastane najprej še ena ugotovitev. Vsi mislimo, da je osnovni problem akt volitev. To ni res. Osnovni problem v vsaki družbi je akt kandidiranja. In tisti, ki ima monopol nad kandidiranjem, tisti pravzaprav dobiva volitve. Mi smo zato poskušali razbiti ta monopol političnih strank in dati državljanskim listam pravico, da kandidirajo in s tem tudi dobijo svoje poslance. Druga stvar, seveda, ki jo nekako moramo tukaj izpeljati, je to, da ti poslanci, da ne bi kdo kukavičjih jajc podtikal kakšna stranka, smo rekli, tam so izvoljeni poslanci, ki jih imenujemo neodvisne, oblikujejo poslansko skupino neodvisnih in nimajo pravico prehajati v druge poslanske skupine, to, kar se zdajle dogaja, kjer imamo pravzaprav neke vrste prestopni rok poslancev, tako kot ga imajo športniki, in ta prestopni rok je obeležen seveda z materialnimi tokovi pod mizo. Se veste, pri nogometašu je podobno, potem ko pride v nov klub pa reče, prišel sem, ker mi ta klub bolj ugaja, mesto mi ugaja, mladostni spomini me vežejo in tako dalje. To isto naši poslanci danes govorijo, pod mizo tečejo pa materialni tokovi, se mi tja, kravje kupčije, zelo pogosto. No in nastane pa seveda vprašanje, zakaj mislimo, da bodo politične stranke sprejele tak model, ki njim jemlje monopolne pravice kandidiranja in manipuliranja z volitvami. Mi mislimo, da ne bojo. Vendar, nam se družbeno-politična situacija v Sloveniji slabša. Mi imamo zdajle zavidljiv tempo gospodarske rasti, vendar vodilni prikrivajo, da je ta zasnovan na izposojenem denarju in ta izposojen denar, pa stopnja zadolžitve tako hitro narašča, da postaja to zaskrbljujoče, po drugi strani pa ta denar neučinkovito investiran. Tisto, kar sem prej rekel, če imate vi vlado, v kateri lahko vrsto ministrov postavite pod vprašaj koruptivnosti ali izkoriščanja svojega položaja ali nepoštenega delovanja, potem veste, da v taki situaciji en kup tega denarja odteka. In res je, naš denar, če vi primerjate z investicijami v Nemčiji, je bistveno slabš investiran. To pomeni, da bo prej ali slej tudi gospodarski razvoj, ko bo moral začeti plačevati to večjo ceno kreditov, se bo začel ustavljati in takrat bo najneugodnejša situacija, ne bomo imeli ne gospodarskega razvoja, imeli bomo pa visoko stopnjo zadolžitve. In takrat bo nastopila ekonomska kriza, ki jo danes ni čutiti, in takrat bo Slovenijo čakal seveda nek varčevalni program,
ki bo grozljiv. V katero smer pa gre, se pa vidi zdajle. Vlada hoče pod raznimi drugimi imeni podtakniti zdajle, da bi, kot pravi, povečala plače ljudem. To je predvolilni bombonček, ko pa greste gledati vsebino, pa vidite, da bojo tisti, ki imajo majhne plače, imeli zelo malo dodatka, tisti, ki imajo velike plače, bo imeli velike dodatke in kapital bo oproščen enkrat davkov, kar pomeni, da bo pritisk na delo še večji, kot je danes. In seveda, ko rečem pritisk na delo, potem pomeni, da bojo vse te sfere, šolstvo, zdravstvo, tudi deloma uprava, sodstvo in tako dalje, vse te sfere bojo prikrajšane in povsod se bo poznalo, da ne bomo imeli rasti, pač pa velike zadolžitve. In zato je treba seveda menjati to vladno strukturo in prepeljati ekipo, ki bo znala misliti ne zdaj do aprila, do novih volitev, ampak bo znala misliti naslednjih 15-20 let naprej, to, kar se dogaja v Nemčiji, v Franciji in tako dalje. To so osnovni problemi. Ja, ampak ta ideja bo verjetno uresničena šele po volitvah. Ja, seveda. Referendumom, kako? Ja, jasno je, da ni mogoče nekaj mesecev pred volitvami menjati pravil igre, a ne? Tako kot se ne more pri šahu, ko pride do srede partije, a ne, zamenjati pravil igre. Problem je, da tudi potem, ko bodo volitve končane, po teh volitvah bo približno enaka situacija v Sloveniji. Vemo, da levo, desno je približno 60-40, s tem, da je desnica bolj organizirana, levica bolj razpršena, bolj komotna. Čeprav, kot sem prej rekel, en paradoks pa je, da pri nas v Sloveniji je desnica bolj potratna. Ona se zadolžuje, ona slabo investira in levica pravzaprav kaže večji občutek za realnost. Je pa seveda zdaj neka čudna situacija. In sicer posledica tega, da ljudje ne zaupajo tem strankam. Te posledice so hude. Vi vidite, da vladi zaupa manj kot 20% ljudi. Če rečemo, da tudi parlamentu zaupa 20%, je to navidezno. Zaradi razcepljenosti slovenskega volilnega telesa 10% podpira eno stran parlamenta, 10% pa drugo. Nam statistike prikazujejo 20% podporo parlamentu. V resnici morate to razpoloviti. To je zdaj situacija. In kot sem rekel, mi lahko pridemo z dobrim predlogom, stranke ga ne bojo sprejele, ampak situacija se slabša. In navsezadnje bo slovenska politika imela samo dve opciji. Ali bo začela pogovore o drugačnem volilnem sistemu na strokovni način, ali ga bo prisiljena začeti na cesti. Kajti ljudje dolgo časa tega padanja Slovenije v brezpravje, v totalno skorumpirano situacijo, tega ne bojo dolgo prenesli. In mislim, da se počasi nekateri politiki že zavedajo, da pravni nered vodi v kaos, kaos vodi v diktaturo. Tako ali drugače obrnite zadevo. In zato mi verjamemo, da po volitvah bo čas za streznitev. Mi bomo prišli s predlogom v parlament in zahtevali referendum o tem predlogu. V normalni družbi bi o vseh večjih stvareh, tako majhni državi, kot smo mi, odločali z referendumom. Poglejte eno Švico. Vsa bistvena vprašanja da na referendum. Poglejte Nemčijo. Zgoraj, na državnem nivoju, seveda ni referendumov. Če pa greste gledati deželni nivo, pri čemer so dežele 10-krat večje lahko od Slovenije, imate pa vsa bistvena vprašanja postavljena preko referenduma in rešena. In mi mislimo,
da seveda bo treba v letu 2022 izpeljati referendum o novem volilnem sistemu. In ta referendum bo pokazal, da če hoče politika računati na neko zaupanje prebivalstva, potem bo morala menjati volilni sistem. To je dejstvo in mi želimo, da smo takrat, ko bo to dejstvo prišlo v glave ljudi v politični sferi, da bomo lahko rekli, gledajte, mi imamo model, ne trdimo, da je to edini, ne trdimo, da ga ni mogoče spreminjati, nasprotno. To je model, narejen je sicer po vzoru nekaterih najbolj demokratičnih družb, naprimer Nemčije, Nove Zelandije, Islandije, Irske in tako dalje. Skozi vse te sisteme smo šli. To ni nek model, kjer mi nek nov izumljamo, ampak prenašamo izkušnje tudi drugih držav v naš prostor in mu rekli, gledajte, to je naš predlog, začnimo na njemu razpravo. To je pot. Če se bo pa zgodilo, da tudi takrat politika ne bo razumela, da je čas za spremembe, potem seveda se Sloveniji pišejo nemiri. Nestabilnost, ki jo zdaj nočejo priznati in izumljajo nove besede od predsednika države do ne vem koga, kako bi to konfliktno situacijo označili, da bi se lepši slišalo. Ta konfliktna situacija bo samo naraščala, če ne bomo začeli dejansko iskati nekih pametnih rešitev. Prva rešitev je sprememba volilne zakonodaje, je sprememba referendumske zakonodaje, je sprememba pravzaprav ali pa vrnitev organom, ki so postavljeni kot nadzorni, od ustavnega sodišča, računskega sodišča, informacijske pooblaščenke in tako dalje, vrniti tem organom ali pa tem institutom neodvisnost, poskrbeti, da se njihove besede slišijo. KPK je pri nas brezzobi tiger. V Avstriji, ko njihov KPK odpre neko zadevo, tam seveda vsi čakajo, kaj bo čez 3 mesece rekel. Pri nas ta isti KPK čez 3 leta reče, da ni našel dokazov o kakšni hudi korupciji in vsa stvar je že zdavnaj pozabljena. Poglejte, kakšen strah je bilo zdaj slovensko vlado imenovati svoje ljudi v Evropski inšpektorat za spremljanje porabe evropskega denarja. To je bila panika. To je se izmišljevalo na vem kaj, se je iskalo po vsej zakonodaji kakšen zakoten predpis, ki bi lahko Sloveniji omogočil, da tega ne naredi. In še potem, ko je naredila, vidite raven njihove inteligence, ko pravijo, v redu, smo jih imenovali, ampak zapomnite, imenovali smo jih začasno, mi jih lahko čez 3 mesece umaknemo. Je to način, ko neka država hoče sodelovati v evropskem prostoru, s figo v žepu ali kako. In raven njihovega razmišljanja je seveda enako dobro viden skozi ta postopek, ki ga je vlada ves čas poskušala ustaviti, zamočila do konca, kot je enako viden, ko vam pridejo na dan neki podatki, neki posnetki, kako se minister pogovarja z nekim človekom, ki bi v normalnih situacijah dobil ime tajkun. Potem pa dobimo zgodbo o butastih davkih. To ne more trajati. Ljudje do neke mere prenesejo, potem pa ne več. Tako kot so do neke mere, ali pa dolg časa, se nam je zdelo, da je Jugoslavija pravi okvir za razvoj, ko so prevladale v Jugoslaviji nacionalne sile in ko je bilo jasno, da seveda Srbija želi predvsem koncentracijo, centralizacijo in da bodo padale določene narodnostne pravice republik, da jih tako imenujem.
Slovencev in Makedoncev najprej, pa verjetno Hrvatov in Bosancev takoj zatem, je bilo dejansko v Sloveniji, je bila Slovenija pripravljena na to, da se upre. In je pokazala, da kadar je šla stvar čez rob, se zna upreti. Pri tem je pa zanimiven paradoks, o katerem nihče ne govori. Južna Evropa nima razčiščenih odnosov okrog religioznih vprašanj. Na eni strani gre tu za, lahko človek reče, zelo humanitarne probleme. Na drugi strani pa podatki kažejo, da je stopnja koruptivnosti v evropskih družbah premosorazmerna z močjo rimokatoliške cerkve v tej družbi. Mi govorimo, da so severnjaki manj korumpirani in mislimo, da je razlog v tem, da so severnjaki, da je to nek geografski razlog. Noben pa noče videti, da je katoliška vera v severnih državah prisotna v protestantski obliki. In da države, ki imajo med katoličani 80-90% protestantov, Finska, Norveška, Švedska, Danska in tako dalje, nimajo težav s korupcijo. Nemčija je še zmeraj uravnotežena. Približno polovico nemških katoličanov je rimokatoličanov, druga polovica so pa protestanti. In tako se tudi obnaša vprašanje poštenosti investicij. Ko greste v države, kjer je pa rimokatoliška linija krščanstva odločujoča, Španija, Portugalska, Italija, predvsem Hrvaška, Slovenija, je pa stopnja koruptivnosti oblasti približno taka, kot je stopnja vplivnosti RKC-ja. To je neverjeten podatek. Nihče ne sme govoriti o njem. Jaz sem ga enkrat omenil in so planili po meni. Jaz nimam benih težav intimnih s to zadevo. Mene stvar zanima kot sociološki fenomen, kot politični fenomen. In zanima me v tem smislu, da zdaj čutimo nek pritisk rimokatoliške cerkve, dejansko, da se vgnezdi, da se udomači v oblastnih strukturah Slovenije. To je zelo nevarno. In tudi tu bo potrebno enkrat se usesti in se pogovoriti o stvareh, ali so zdaj verski sistemi, cerkve, ne vera, cerkve, ali imajo cerkve pravico participirati na oblasti v neki družbi, ali ne, ali so njeni vplivi taki, da se lahko usedejo na državni proračun, kot so se pri nas, pa na Hrvaškem, pa deloma v Italiji, ali moramo ločiti. Ne vero. Vera je čisto v redu, podpiram, ampak ne pa njene monopolne oblastne institucije. To je pa nekaj čisto drugega. Pa kaj ste vi organizirani kot stranka? Ne. Mi smo skupina ljudi, nažalost, prevladujemo ljudje 4. življenjskega obdobja, to se pravi generacije, ki je zdaj obsojena na hitro izginevanje zaradi teh pandemij. Imamo sicer tudi mlajše, vsi vemo, da nihče od nas ne želi iti v politiko neposredno, nas zanima nacionalni razvoj. Nas zanimajo te fine strukturne mreže, ki jih plete vsaka politika, vsaka koalicijska vlada. Nas zanima, ali je ta koalicijska vlada, ki nastane, odprta nasprot državljanom, ali se zapre. Veste, v politiki je tako mnogokrat ni mogoče vnaprej ali pa prav čas definirati nekega pojava, ker je premalo podatkov. Vidite zdaj, kako naprimer je Anglija napačno ocenila
posledice pojavljanja COVID-19 in šla je povsem zgrešeno strategijo. Švedska isto, Švedska je rekla ne, nam ni potrebno cepljenje, mi bomo šli na princip prekuženosti, ko bojo preboleli to bolezen večina ljudi, bo bolezen zginila. Pa so jim rekli strokovnjaki, gledajte, cena je visoka, to bo šlo v neki 10.000 ali 100.000 mrtvih po nepotrebi, ne? So oni rekli, ne, pa nas se to ne bo zgodilo. Gledajte, to so napake. Vendar, če ti v politiki narediš napako, ti ne smeš potem trmasto vztrajati na njej. Ti moraš imeti toliko stvari v hlačah, da na nekem trenutku, ko ti vsi podatki pokažejo, da stvari tečejo drugače, kot si ti mislil, da bodo tekle, da priznaš, zgodba je drugačna, ni res, kar sem trdil. Spremenili bomo taktiko, spremenili bomo tudi strategijo. In vidite, in Anglija in Švedska sta spremenili strategijo, šli zapirati gospodarstvo, šli zapirati družbo. Zakaj? Zato, ker so podatki pokazali, da je treba drugače reagirati. Ta trenutek ima Slovenija 600-700 okuženih na milijon prebivalcev, medtem ko ima Anglija 1300-1500 okuženih na milijon prebivalcev na dan. Zato, ker je zamudila, da bi ukrepala takrat. Tudi Slovenija zamuja in nas te stvari še čakajo, ker ob tako nizki precepljenosti in tako hitrih metamorfozah tega virusa bomo prišli v situacijo, ko bomo imeli 3-4 paralelne viruse hkrati v družbi. In zdaj seveda mi lahko rečemo, sej mogoče niso tako hudi. Eno je smrt, ki je nepovratna. In tukaj izgleda, kot bi se neka srednja generacija zarotila proti svojim staršem in jih ne sili v cepljenje. Druga stvar je, da pa vendarle celo vrsta ljudi potrebuje medicinsko nego, to se pravi bolnišnično oskrbo. In mi smo zdajle toliko energije, ljudi, denarja, prostorov morali nameniti reševanju teh bolnikov, da nam vsa druga stran normalnega dnevnega zdravstvenega varstva ljudi praktično stoji ali pa vsaj šepa. In zato, da rešimo 3 ljudi na COVID oddelkih, nam že umira eden na unih oddelkih, ki so dejansko zapšeni in prazni, zato ker so namenjeni samo COVID situaciji. Ampak da se vrnem k osnovni misli. Glejte, napake se naredijo, kot sem rekel, nimamo včasih dosti informacij za odločitev. Imeti moramo dosti moralne moči, da napako začnemo popravljati. In to je v politiki bistvo. In vsaka oblast mora imeti uho, ki posluša ljudstvo. Mora vedeti, da seveda bojo napake najprej tam zaznane, ker napake se zmeraj izkažejo na žrtvah, žrtve so ljudje. Pa naj gre za korupcijo ali naj gre za te napake, o katerih sem govoril. In če oblast ne zna komunicirati z ljudstvom, potem je to groza. Zdaj smo dobili na vpogled novo koalicijsko pogodbo, ki so jo sklenile 3 nemške stranke za sodelovanje v vladi. Ta pogodba je polna načrtov, kako še razviti komuniciranje vlade, oblasti z državljani. Nobena ideja, ki se kaže, da bo treba v njej temeljito odločiti, pa ne gre za zeleno gospodarstvo, za oboroževanje, za upokojevanje. Nobena ideja se ne rodi v politiki, ampak tisti, ki jo je prinesel v politiko, politika da to idejo v obravnavo ljudem.
In je zgrajena mreža kanalov, po katerem strokovnjaki civilne družbe, predvsem gre za upokojene ljudi, ki znajo stvari včasih tudi z distanco in z več izkušnjami pogledati, da oni prežvečijo, predlagajo in tako dalje. Pri nas gre predsednik vlade na televizijo in reče ravno, kar je vlada sprejela 7 zakonov. Poslušajte, v normalni državi vlada ne sprejme benega zakona. Vlada sprejme gradivo ali potrdi gradivo, ki bo šlo v parlament na sprejem. Pri nas je predsednik vlade pozabil, da imamo parlament. Zakaj? Ker natančno ve, da parlamenta ni. Kar bo on ukazal svojim poslancem, se bo zgodilo. To ni več parlare, to ni več ocenjevanja, to ni diskusija, to ni kresanje mnenj v parlamentu. V parlamentu se obtožujejo. Ko gre za vsebinske zadeve, je vnaprej jasno, da so vsi amandmaji opozicije zavrženi, vsi amandmaji pozicije sprejeti, parlament ne funkcionira, vlada se je polastila zakonodajne funkcije. In seveda poskuša se polastiti tudi sodne veje oblasti in seveda tudi medijev. Jih potrebuje zato, če želi naslednje volitve dobiti in hkrati zato, da prikrije celo vrsto nepravnih in nepravičnih odločitev, ki jih počenja. In da imenuje ministra, ki je v sodnem postopku, to je te deželi normalno. V Nemčiji bi že za tako stvar dejansko vlada padla, ne? In tisto, kar je treba narediti, je seveda vrniti pravni red. Pravnega reda ne morejo vrniti ljudje, ki so z njega zabredli. In večina OECD je napisal, da gre za nevaren pojav pajdašenja oblastnih struktur Slovenije dejansko z nelegitimnimi združbami na nacionalni in mednarodni ravni. To je grozljivo. S tem, da seveda, jaz mislim, če se prav čas odločimo in korigiramo, je eno, če bomo čakali do agonije, je to nekaj drugega. To sta samo 2 opciji. Kaj ste na začetku hoteli sodelovati z levimi in desnimi strankami, pa ni bilo nekega odziva, ne? Ja, mi, ko smo se odločili, mi smo že kot sem prej omenil, pri analizi projekta TEŠ6 ugotovili, da levica in desnica kar dobro sodelujeta, ko gre za vprašanje izginjanja denarja iz projekta, ne? No, in ko smo se odločili, ko smo ugotovili, nam so analize pokazale, da seveda je verjetno najbolj nujna sprememba volilnega sistema, smo poskušali iti skozi razgovore z vsemi strankami, levimi in desnimi, ne? Takrat je bila leva pozicija na oblasti, desna pozicija je bila v opoziciji. Šli smo tudi nekajkrat do predsednika države, gospoda Pahorja, in poskušali ljudi prepričati, dajmo se skupaj usesti in menjati ta sistem. Veste, ta sistem volilni je nastal leta 1992. Danes je zastarel. Danes države iščejo dejansko neke vrste kombinirane modele. Vse. Zdaj je Nova Zelandija po 2 referendumih upeljala zelo podoben sistem, kot ga mi predlagamo. Skozi 2 referenduma, ker ni uspela zlomiti direktno ljudi v parlamentu. Islandija je predsednik imenoval posebno 100-članski nek zbor akademikov in drugih strokovnjakov in rekel, naredite predlog novega volilnega sistema in če je treba ustavnih sprememb. Ni mogel zlomiti drugače parlamenta. No, mi smo šli k strankam in vse stranke so pokazale, da vejo, da sistem dolgoročno ni dober, da se mu pa ne mislejo odreči, zato ker je za njih
zelo udoben. In te stranke živijo v coni udobja, ko dejansko jih sploh ne skrbijo volitve. Saj vi ne morete doseči, da enega človeka, ki bo kandidiral, ne volite. Drugače kot da ne volite stranke, ki ga kandidira. No in to je zdaj tisti jeziček, na katerega se mi mislimo pripeti. Mi bomo januarja in februarja še enkrat kontaktirali vse politične stranke in jim rekli: poglejte, spet skrivate ljudi za liste. Potrdite, da ste pripravljeni takoj po volitvah začeti vsebinsko, odgovorno, strokovno razpravo o spremembi volilnega sistema. Če tega ne boste potrdili, če ne boste dali v svoj program, da bomo imeli neko verodostojno obljubo, bomo mi na teh volitvah volili negativno. To se pravi začeli aktivno volilno protipropagando proti strankam, ki se obnašajo oholo, ki niso pripravljene na razpravo o volilnem sistemu, pa celo o spremembi ustave in tako dalje. Tu, gledajte, je pa njihova šibka točka. Ker ne moreš ti na naših volitvah enemu človeku reči: 4 leta si bil poslanec, neumnosti spočenjal, ne bom te volil. Ker ne voliš posameznika, ni personifikacije, ni prednostnega glasu. Ti moraš reči: pa ne bom tvoje stranke volil. To pa je zdaj težko, rečimo, da si po naravi desen, hkrati pa bi rekel: tega človeka jaz ne bom za nobeno ceno volil, vzemimo nekega poslanca, ki bo kandidiral na desnici, pa vemo, da ima kriminalno ozadje. Kaj bo zdaj naredil? Ali zato ne bo volil desne stranke, ker ne mara tega poslanca, stranka mu pa ne pusti sistema, da bi on volil desno stranko, ampak ne tega poslanca. Se pravi, ne dovoli mu direktno prednostnega glasu. No in tu zdaj stranke tvegajo. Če ne bodo uvedle prednostnega glasu, potem se bodo začele nekatere stranke sesipati. Zanimivo je pa zdaj, ko zgleda, kot da se lepo vezujejo, v resnici je pa to panično nastajanje novih strank je v bistvu samomorilno. Zato, ker vse te stranke računajo na iste volivce. Da bi dobile, tako kot računajo, ena zelena stranka, ena stranka Konkretno, ena Stevanovićeva lista, ena druga zelena stranka in tako dalje, da bi vse dobile tistih 5% glasov, na katere računajo, bi mi morali imeti 300% glasov na volitvah. Ne? Kako je Slovenija razdrobljena, kako je nesposobna sodelovati, kaže to, da imamo registriranih bistveno več kot 100 strank. Od tega jih bo vsaj 40 na tak ali drugačen način poskušalo nastopiti na volitvah. In pri tem nastopi paradoks. Rečimo, da je neka stranka, ki je leva, dobi 2% glasov. Ti glasovi grejo, ne omogočajo stranki, da pride v parlament, ampak se razdelijo. Razdeli se jih pol približno na desnico, pol približno na levico, tako kot bodo zmagovalne stranke. Približno polovico bo šlo na desnico, polovico na levico in zdaj levičari, ki volijo tako stranko, ki ne bo prišla v parlament, polovico svojih glasov zgubijo, ker grejo na desnico. In obratno. Desničari, če bodo volili stranko, ki ne bo prišla v parlament, bo polovica njihovih glasov prenešenih na levico. Popoln paradoks, in ti glasovi se uničujejo med sabo in de facto hranijo te velike stranke. Če bi Slovenija bila sposobna, Slovenci med sabo sodelovati, potem bi vse te male stranke vstopile v večje stranke. Ne pa, da vsaka hoče iti: moja dežela, moja stranka, moja pamet, gremo na juriša. Ne? In to bo, eni 40 strank zna
ali pa 30 kandidirati, ki ne bojo dobile potrebnih 4% glasov, kar je volilni prag Slovenije. In to bo strahoten volilni poraz za eno veliko skupino ljudi, ki silijo na volitve, in ogromno skupino volivcev, recimo 20%, bo zgubljenih samo za te stranke, ki ne bodo prišle v parlament. Zdaj nekateri pravijo, znižajte volilni prag. Znižati volilni prag pomeni, da pa nimamo v parlamentu 6, 7, 8 strank, ampak bi jih imeli 20. Si predstavljate parlament z 20 strankami, kako bi to izgledalo? Morali paralelen čas izumiti, da bi tekle razprave. Ja, ampak zdaj je ljudem, upam, da že jasno, da niti leve, niti desne niso tiste te prave, ki bi delale za ljudstvo, ne? No, A ne bi mogoče se vi mogoče kot stranka pojavili, da bi poskusili združiti vse te razdrobljene stranke, ki pravite, da nimajo šans? Nimajo šans. Nekatere so tudi direktno instrumentalizirane od velikih strank na levi ali na desni. Mi smo zdaj imeli eno zanimivo razpravo, in sicer ta naš nacionalni svet išče kontakte z drugimi institucijami civilne družbe, z drugimi gibanji, ne? In ko smo jim razlagali, kako si mi zamišljamo volilni sistem, so takoj rekli, ne, neposrednih volitev pa ne. Smo rekli, počakajte, se sploh niste seznanjeni, kaj to pomeni. Ne, to pa ne. In postalo nam je jasno, da nekatere od teh skupin, nekatere se bojo tudi prelevile v politične stranke, da so direktno vodene od večjih političnih strank. Direktno. Kar pomeni, da se kažejo kot skupine neodvisnih državljanov, inštruirane so pa na enem ali na drugem ideološkem oprijemališču. To je en del problema. In drugi del problema, glejte, pojav teh novih strank je odraz krize zaupanja v politične stranke in politični sistem. Ta kriza zmeri pred vsakimi volitvami ustvari iluzoren občutek, da je potrebno narediti novo stranko, in mi smo zdaj 3-krat zapovrstjo imeli situacijo, ko se je tik pred volitvami pojavila ena instant stranka in celo zmagala. To je bilo takrat z ljubljanskim županom, to je bilo potem z SMC-jem in tako dalje, in nazadnje z LMŠ-jem. Zdaj se lahko podobno zgodi. Iz teh drobnih strank nastane ena grupacija, ki bo toliko močna, da bo vsaj v parlament prišla, da ne rečem celo zmagala. Vendar verjetnost, da se nosilci med sabo sporazumejo in grejo skupaj na volitve, je zelo, zelo majhna. Verjetnost, da ena stranka konkretno gre skupaj, ne vem, z Novo levico, je za mene nikakršna. S tem, da se konkretno stranka napaja na kapitalu in je njen program neoliberalizem, in neoliberalizem je sovražen do vseh vprašanj okolja, vse ostalo so floskule, tam je važen profit. Stranka lahko uspe, ker bo imela oblik mednarodne pomoči kapitalske. Na drugi strani imate zeleno stranko, ki je trdno prepričana, in jaz mislim, prav, da če bomo nadaljevali tak tip industrijskega razvoja, ko ga zdaj imamo, ko ga žene profit, potem bo narava začela vračati udarce. In lahko seveda pripelje do tega, da bo začel sistem razpadati. Nam se lahko zgodi, da se bo pokazalo, da ta hip 2 milijardi ljudi
živi v tistih koncih sveta, ki bo čez 10 let neprimerni za življenje in kmetovanje. Veste, kaj to pomeni? To pomeni, da se bo 2 milijarde ljudi iz teh področij ob toplih morjih, ki so bila pred 100 leti prednost za življenje, nenadoma začela seliti proti severu. V Rusijo, ki ima prazne prostore, pa bivše države Sovjetske zveze, v Evropo, pa v Severno Ameriko in Kanado. Kaj se zgodi s to civilizacijo, če se 2 do 3 milijarde ljudi odpravi na ta pohod? Recimo, to je eno od vprašanj. Drugo vprašanje je, kaj če se nam nekatere druge stvari zaostrijo, toplogredni plini, pojav metana, cela vrsta drugih stvari, da postane življenje strašno drago. Mi smo že zdaj v situaciji, ko pravzaprav cela vrsta držav v enem letu ni sposobna odpraviti posledic podnebnih ujm, ki so tisto leto nastale. Kar pomeni, da se škoda kopiči. Ne gre za škodo na infrastrukturi, na gospodarskih objektih, kjerkoli. Kaj se bo zgodilo, če nam udari nazaj to odlaganje odpadkov? V morju se pojavljajo velika prostranstva brez kisika. Ne vemo, kako hitro se bodo širila, so pa tu. Kakšne bodo posledice odlaganja plastičnih odpadkov v morje, mikroplastike? Ne vemo. Probleme zaznavamo, ne vemo, kako bo to v 10 letih in tako dalje. Kaj če tu narava, ki ni več sposobna dejansko presnavljati naših odpadkov, odreagira katastrofalno? Kdo pravi, da niso virusi? Odgovor narave na naš način življenja, kar pomeni, da bomo vsakih par let dobili novo in to čedalje večjo in težjo virusno okužbo. Ne vem, ampak na vsak način ta zemlja pozna pojem izginule civilizacije. S tem smo se srečali, ko smo proučevali trende razvoja. Kaj vem, če bomo nadaljevali s tem, če nismo mi na samomorilski poti, na poti med izginule civilizacije. Boste rekli, to je pesimistična slika. Ja, ampak trendi, ko jih ocenjujejo strokovnjaki, kažejo prav na to. Zdaj pa, kako se naj zdaj nova zelena stranka, ki vse to pozna, ki pravi, da je tako in da je nevarnost že tu, povezuje z neoliberalistično stranko konkretno. Ne gre, tu je temeljni družbeni konflikt. Se ne bo konflikt nastal na nekih tretjih zadevah. Nastal bo na tem, a hočemo živeti normalno, ali nam gre samo za profit. Še desetletje ali 2 gonje za profitom, pretirane gonje za profitom, še desetletje ali 2 filozofije, da je gospodarska rast nujna za vsako ceno, tudi za ceno narave, pa jaz mislim, da smo potem zelo, zelo na robu nepovratnih situacij in učinkov. Zelo na robu. In zdaj je čas, da dejansko pridejo drugačni ljudje, ki znajo misliti desetletje, 2, 3 naprej, ne pa misliti na svoj žep in svoj mandat. To, kar jaz gledam danes v parlamentu, poslušajte, človek ne ve, ali bi se smejal, ali bi se zgrozil. S tem volilnim sistemom imamo mi iz enega v drug sklic parlamenta slabšo strukturo parlamenta. To je grozljivo. In mi moramo menjati, mi moramo te ljudi, ki so tam, nadomestiti z ljudmi, ki drugače dojemajo svet in bojo drugače peljali to državo. Drugače bojo take male države, kot smo mi prve plačale ceno ekonomskega opustošenja.
Nimamo nobene kontrole nad denarjem, nimamo kontrole nad gospodarstvom. Dokler sistem teče, imamo idejo relativne varnosti, ker nihče ne želi, da propademo in nehamo plačevati dolgove. Videli ste, kako so sanirali Grčijo, ki je bila na tem, država ne propade, ampak jo usposobijo še naprej za delo, da plačuje, da vrača dolgove. To tudi nam grozi, tak kolaps grški, ampak ta kolaps se kaže potem plače za tretjino dol, pokojnine za polovico dol, količina denarja v zdravstvo, šolstvo za tretjino dol in tako dalje, da se ustvari prostor za plačevanje dolgov svetovnim bankam. One so lastnice Grčije. In neoliberalističen koncept pelje Slovenijo v to. Kaj lahko navadni državljani sploh še naredimo? Ja, jaz mislim, zdajle bi bilo treba pravzaprav na teh volitvah dejansko začeti izločati tiste, ki vidijo politiko kot možnost, da si prisvojijo oblast in denar. Ali so to zdaj posamezniki ali stranke, posameznikom ne bo mogoče, ampak zaradi takih posameznikov je treba izločati take stranke. To je prvo. Drugo, strankam takoj po volitvah povedati, gospodje in gospe, čas je, da spremenimo volilni sistem. To se da povedati na lep način, to se da povedati skozi razne simpozije, strokovne posvete, in če politika ne sliši, se jim da to povedati na cesti. Druge možnosti ni. Ker taka politika, tak državni zbor nas pelje v kolaps. Ampak se tudi ni nobene alternative, da ne bomo leve niti desne. Ja, zakaj jo ni? Zato, ker pametni ljudje ne želijo politiko. Politika je toliko umazana, da se nek človek, ki ima normalno življenje, da ne bom rekel kariero profesorja, kariero direktorja. A mislite, da želi iti v politiko? Kaj bo pa v politiki delal? Da bo predsednik stranke, da ne bo poslušal. Če bo hotel na volitvah uspeti, bo moral se dobrikati na vem kolikim aparatčikom neke stranke, da bo prišel na ustrezno mesto, na ustreznem kraju, na ustrezno volilno listo. Kaj pa drugače delo? Ponudite zdajle, ne vem, ministersko mesto uspešnim gospodarstvenikom. Smejali se bodo. Glejte, to je nevarna situacija. Politika je osovražena, ali pa vsaj ni spoštovana. In politiki niso spoštovani ljudje. Je pa to težak posel, profesionalen posel, zahteva resne ljudi, ki nekaj znajo, takih ni. Če so, nočejo iti. Ne morete kar tako dobiti človeka, ki bi bil pripravljen tvegati nek svoj posel, svojo kariero, svoj način življenja za to umazano zadevo. Pričemer je, veste, še ena stvar je huda. Slovenci smo včasih rekli, oblast pokvari ljudi. Če bi bilo samo to, še ne bilo tako hudo. Pač daš nadzor. Ne. Oblast razkrije značaj ljudi. To je tisto. In zdaj, če vidiš, da je velika večina ljudi opita od oblasti, potem hkrati to pomeni, da so točno taki ljudje še pripravljeni iti v politiko, ki podzavestno že nosijo s sabo pravzaprav to pokvarljivost. Zato mi rečemo, prilika naredita tu. Ja, ampak iz človeka, ki je bil tak že prej, pa ni imel prilike. In zato politika razkrije značaj človeka.
In to je tisto hudo. In mi imamo danes velik del ljudi, katerih značaji so se razkrili kot obupni, katastrofalni. Ni pomoči, treba je slovensko politično sceno je treba resetirati. Z referendumom. Z referendumom in začeti z novimi volitvami. Res je. Mi v našem predlogu novega volilnega sistema predlagamo tako možnost odpoklica poslanca, če se začne tako obnašati, kot se nekateri danes, kot možnost glasovanja oziroma zaupnice o parlamentu. No, ko pravim, da je treba na nek način vzpostaviti družben nadzor nad politiko, zato da imamo, da so šanse za kraju manjše, če parafraziram odgovor, da priložnost delata tu. Seveda smo mi v našem modelu nove volilne zakonodaje naredili 3 stvari, ki so po mojem mnenju enako bistvene kot to, da smo upeljali kombiniran sistem. Prvo od teh stvari je, da smo mnogo bolj določno razvili, opredelili odgovornost poslanca. Ker to, kar počnejo poslanci ta hip, to je ne samo neapetitlih, to je pravzaprav sramota za Slovence. Drugo, mi smo upeljali možnost odpoklica poslanca. Če poslanec začne z nekimi stvarmi, ki so moralno, pravno, ne vem kako še, nesprejemljive, bomo imeli možnost, da se takega poslanca odpokliče. In tretjič, kar je enako pomembno, mi predlagamo, da se oblikuje tudi možnost, da se v času mandata, ne prvo leto, ne zadnjo leto, ampak ostali 2, da če so ljudje prepričani, da je parlament tisti, ki je zavozil, da z referendumskim odločanjem opredelijo zaupnico ali nezaupnico parlamentu. In če parlament dobi nezaupnico, se enostavno njegov mandat prekine, predsednik države razpiše nove volitve. Prepričan sem, da eno in drugo in tretje bo bistveno spremenilo obnašanje poslancev, pa tudi obnašanje političnih strank, kajti nevarnost nezaupnice parlamentu, če vi zdaj daste ta parlament na zaupnico ljudem na referendumu, kaj mislite, koliko glasov bi dobil referent? Bi dobil državni zbor na referendumu. Ne dobi zaupnice. Glejte, in to bi dejansko prisililo stranke, ki vodijo poslance v parlamentu in od njih zahtevajo partijsko disciplino, na drugačno obnašanje. Zato jaz mislim, da je potrebno začeti razpravo o volilnem sistemu, vsiliti, sprejeti en pameten volilni sistem, pa iti, kot sem prej rekel, v drugačno politično strukturo, ne v drugačen političen sistem, v drugačno strukturo, ki bo lahko upala na zaupanje ljudi. Ta v to ne more več. Kje ste bili pa do zdaj? Zakaj to zamujate s tem referendumom? To bi zdaj bilo najboljš pred volitvami že. Glejte, enostavno, ko smo mi začeli s tem, smo najprej verjeli, da bomo dobili vsaj 1 ali 2 politične stranke, ki se tega zavedata in bodo one prišle s predlogom drugačnega volilnega sistema v parlament. Tu se je izkazalo, da ni niti ene stranke v Sloveniji, ki bi razumela, da pravzaprav vse visijo. Govorijo o visečem parlamentu, dejansko je viseča vlada, ki ne more več ničesar spraviti skozi. In jo to sili v politično nasilje, kajti vladanje z odloki
je oblika političnega nasilja, je oblika pravne diktature. To je popolnoma jasno. In mi smo poskušali prepričati politične stranke, dajmo skupaj narediti en v redu model. Jaz sem sodeloval v teh razpravah že leta 1992, ko sem bil v državnem zboru oziroma v skupščini. Že leta 1996 smo opozorili, da imajo stranke preveliko težo. Leta 2015 smo mi prišli s predlogom modela, ki je bil zelo podoben temu. In smo celo zbrali 5800 in nekaj podpisov, da je moralo iti to v državni zbor. Takratna vladajoča struktura, leva, je sicer bila prisiljena organizirati javno razpravo. Na javni razpravi je bilo 80% ljudi za nov model in proti sedanjemu, vendar je vladajoča struktura to pometla pod preprogo. To je bilo leta 15. Zato smo mi leta 17 ponovno začeli to razpravo. Leto 18 porabili, da bi prepričali stranke, nič. Leta 19 in 20 smo porabili za sistem in danes predlog imamo. Je pa seveda stvar ni odvisna samo od nas. Stvar je odvisna od situacije v družbi. Dokler lahko vlada podkupuje en del svojih volivcev z raznimi bombončki, toliko časa se ti ljudje ne bojo odločili za to, da stvari spremenijo in da zaostrijo zahtevo. Dejansko bo po mojem mnenju situacija v družbi, v slovenski družbi, zrela za spremembe šele nekje v začetku leta 2023. Ker celo drugo leto se bo situacija zaostrovala, vendar ne do te mere, da bo šlo na out-out. Pač pa v začetku leta 2023. In mi želimo imeti in pripravljen model in vse argumente za njega. Odločila ne bo pamet političnih strank, ampak njihov strah pred ulico, njihov strah pred naslednjimi volitvami. To bo odločilo. Ker dokler tega ni, stranke, kot sem prej rekel, živijo v coni udobja, ko lahko manipulirajo z ljudmi in med mandatom, to, kar se zdaj dogaja, jim lažejo preko polovico medijev, jim dajo majhne bombončke, jih drobijo, jih med seboj spravljajo v konflikte in seveda upajo, da bojo naslednje volitve dobili. Ko bo postalo jasno, da bodo take volitve nelegitimne, in jaz smatram, da so že rezultati sedanjih volitev nelegitimni. Zakaj? Če bo novo vlado, bojo sestavile stranke, ki imajo skupaj 15% podporo med volivci. A se vam zdi to legitimno? A to vlada večinskega prepričanja družbe? Seveda ne. In če greste gledati dejansko celotno strukturo družbe, te vlade nimajo več kot 15-20% podporo. To pomeni, da dejansko vlada manjšina večini. In temu sistemu se pri nas reče strankokracija. In če je vlada za to, da uveljavlja ukrepe, prisiljena izvajati nasilje, kot je danes, potem se temu reče strankarska diktatura. In tu smo. In narod nekaj časa to prenaša. Ko bo jasno, da je izguba denarja zaradi korupcije, da je izguba normalnih komunikacijskih načinov padla, da začnejo ministri sodelavce označevati za lenuhe, državljane pa za svinje, potem seveda se začne približevati čas, ko se bodo ljudje začeli upirati.
Oprostite. In to je trenutek, ko pride do obrata. Zdaj vi lahko sklenete 10-krat, da nehate kaditi, pa da nehate piti, pa da nehate ne vem kaj. Slovenci pravijo, pijan se spreobrne, ko se v jarek zvrne. Te stranke se bodo spreobrnile, ko se bodo v jarek zvrnile. Do takrat jih ne bo nihče prepričal. Cona udobja je pač cona udobja. Preveč lepo jim je, da bi dejansko tvegali spremembe. No, ampak zdaj, ko vidite, da se ne da sodelovati ne z levimi, ne z desnimi, zakaj pa sami ne ustanovite svoje stranke in povabite druge, da se vam pridružijo? Ker zdaj je vse razdrobljeno in ne bo nič. Glejte, mi ves čas poskušamo sodelovati z drugimi, ne povabiti, da se nam pridružijo. Vendar sem vam prej rekel, večino teh drobnih skupin vodijo izrazito egoistično naravnani ljudje. Ljudje, ki jih zanima priti na oblast, ne narediti dober razvojni sistem za Slovenijo. Poleg tega smo mi generacija, ki mislimo, da ne bi smela biti na oblasti. Tu so zdaj generacije 30, 40, 50 letnikov, naj se organizirajo, one bojo še desetletja živele ta sistem, če ga ne bodo spremenile. Mi pravzaprav tu namesto njih ne moremo nič narediti. To je pač, temu je tako naravna pot je jasna, ne? Včasih smo rekli, svet temelji na mladih. To pomeni, naj prevzamejo odgovornost za to. Mi jim lahko kaj svetujemo, mi jim lahko povemo, kako mi vidimo, mi jim lahko povemo, kako mi mislimo, da je pa da bo, ampak akcija je pa na njih. Ne moramo mi za njih urejati sveta, saj mogoče ga pa tudi mi ne razumemo dobro za 30-letnike. Naj se ga uredijo in sprejmejo odgovornost. A hočejo imeti svet kapitala in boj za profite in norenje po svetu, čemur se reče danes v sodobni ekonomski teoriji turizem. Ali želijo imeti človeka dostojno življenje, z vso odgovornostjo. Mi tega ne želimo vsiliti, ampak vidimo, da ta ritem življenja, ta smer gre na robi. To je samomorilna pot te civilizacije. Znotraj nje je Slovenija en delček tega mehanizma. Če bomo pustili, da nas vodijo lastniki kapitala naših tovarn, ki hočejo še malo več profita, če bomo pustili, da nas vodijo ljudje, ki vejo, da je njihova pozicija oblasti odvisna od tega, tu ni pomoči. Ljudje naj se odločijo, kakšen sistem hočejo. Mi lahko povemo, kako vidimo zadevo. Jaz prav gotovo sem pripravljen iti na cesto to povedati. Še raje bi šel to povedati v parlament ali pa na nek strokovni simpozij. Ampak prav gotovo jaz ne bom trdil, poslušajte, jaz imam rešitev, imam ključ, izvolite mene, pa bom naredil odrešitev. Kje pa? Nobeden od nas tega nima, jaz pa najmanj. Ampak vem pa, da stvari grejo narobe in mislim, da vem, kje se jih je treba lotiti. Ja, ampak zavožena je že verjetno cela mlada generacija zaradi slabe vzgoje, permisivne vzgoje, nimajo nobene odgovornosti, ne znajo drugega kot gledati v mobitele. Mogoče bi jim lahko vi preko mobitelov kaj sporočali. Kje se vas sploh lahko najde? Imate kakšno spletno stran? Imamo. Sinteza ima spletno stran, je tudi precej obiskana. Odgovarjamo na vprašanja, povemo. Sinteza.si? Ne vem na pamet. Ja. Jaz imam mail, dobivam tudi po 30 mailov na dan. Na večino odgovarjam, na vse ne morem. Ampak ne od mladih? Tudi.
Tudi od teh novih strank? Ja, ne od strank, od tistih, ki tudi tem novim strankam ne zaupajo. Zdaj so prišla vprašanja, koga naj sploh volim. Kako naj odgovorim na to vprašanje? Prišlo je vprašanje, a vi temu pa temu zaupate. Težko odgovorite, ne? In pač mu rečem, zdaj osebno so moje informacije take pa take. Ampak povezati se morajo ti ljudje, ta folklora cestnega protestništva, ki zmore samo povedati, da je proti vladi, ni pa sposobna prisiliti opozicijo, da oblikuje boljšo vlado. To je pač folklora, iz tega ne bo nič, ne bo vlada padla, to je popolnoma jasno zaradi teh protestov, in ne bo druga stran zmagala. Ampak jasno je, če KUL ni sposoben najti izven sebe neke osebnosti, ki bi lahko prevzela funkcijo predsednika vlade, ki je osebnosti, ki ima izkušnje, ki je karizmatična, ki lahko potegne, potem bomo imeli zamenjavo ene vlade z drugo, pri čemer bistvenih razlik v kvaliteti upravljanja ne bo. Razlika bo bistvena v načinu komuniciranja, leva stran je očitno bolj kulturna, bolj izobražena, ne bi se tako obnašala. Njen policijski minister bo drugače funkcioniral kot ta, pa še marsikaj drugega, ampak ni pa rečeno, da bo na dolgi rok pametnejša, uspešnejša in odprla razvojne perspektive. Ta jih zapira. Njen model temelji na zadolževanju. S tem denarjem umetno ustvarja ekonomsko rast in še ostane ji tistih 5%, da plačuje bombončke za volivce. Za ekonomsko rast je pohvaljena od tujih lastnikov naših podjetij, ki ob večji ekonomski rasti vlečejo večji del dobička. To je situacija, ki imamo danes. Nacionalno gledano postajamo pravzaprav en narod brez vesti, brez ponosa, brez nekega, bi rekel, brez neke srčnosti. Vse se nam je spridelo v tem tekanju za malo več denarja, materialnih dobrin, cvilimo, če moramo en teden ostati doma, pa vedno, da je pandemija okrog in okrog, pa vemo, da nam bo starše pobrali, ker jih nismo peljali cepet, pa pravimo, pa bomo pa njihove stanovanja dobili. Narod brez ponosa postajamo. In to je tisto, kar mene najbolj boli. Da bi pa videl, glejte, to je človek, ki lahko popelje, vrne ljudem dostojanstvo, vrne dostojanstvo državi, naredi vlado, ki jo bo Evropa cenila. No ne, ta se zapleta iz konflikta v konflikt z Evropo. Trmoglavi, kar nas stane že, pa nas bo še več stalo, ker nam bo začel v bistvu blokirati evropska sredstva za naše projekte, zato ker se gremo nek čuden sistem. Dostojanstva v politiki pa ni več. Ja, res je to. Imate še kakšen nasvet za mlade, za konec? Malo se ozrite okrog sebe, pa ne, kje je kitajski zid, pa kje so plaže na Mauritiusu. Ozrite se in se vprašajte, kako bi vaš otrok živel. To je to, generacija mora gledati vsaj naslednjo generacijo, če ne dve naprej. Ta pa gleda sama sebe. V redu. Sej ne bomo je mi ničesar naučili, njihovi otroci.
in bojo pokazali hudiča. To je jasno, ne? Zakaj bi jaz zdaj njim pridke držal, ko bi rekel ta star, da je mir? Njihovi otroci jim bojo povedali, jim bojo rekli, zajebali ste nam naravo, družbo, bodočnost. Prav. A se naslednjič vidva po volitvah? Ja, Najlepša hvala za ta pogovor. nikaj, jaz poskušam pošteno odgovoriti tako, kot mislim o teh stvareh. Verjetno en kep stvari nametanih, ampak v ozadju je le, bom rekel, nek konsistenten miselni sistem. Izkušen, cela vrsta. Hvala lepa. Hvala vam, hvala vsem, ki ste zdržali ta pogovor. Hvala.